Dajmo pogledati napoved za vas, ovni. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v samo dogajanje, da bi dobili malo več informacij in nasvetov. To so splošne napovedi, zato se je potrebno pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vašo situacijo, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvomov. Ok, dajmo mi kar začeti. Kot splošna energija naslednjega tedna imamo tukaj osmico palic. To mi nakazuje, da prihajate v obdobje nekih hitrih odločitev, hitrih akcij, hitrih premikov, hitrih novic, se pravi nepričakovane novice, ki vas v bistvu porinejo naprej. To bo nekako osrednja tematika prihodnjega tedna. Definitivno vas usmerja naprej proti nekim strukturam oziroma nekako nekim smernicam, nekim bolj trajnostnim korakom ali pa nekim bolj strateškim mogoče pristopom. Dajmo zdaj pogledati vašo preteklost. Tukaj je videti, da ste se v bližnji preteklosti na nek način prerodili. Bil je nek dogodek, ki vas je nekako porinil, ki vam je nekako pomagal, da ste nekaj, kar ste zadrževali v sebi, dali ven in na nek način ste se zaradi tega prerodili. Postali ste nekako nova oseba oziroma boljša različica sebe. In tukaj videti, da ste potem v sebi ste našli mogoče nek dar, nek talent, neko znanje, nek navdih, inspiracijo ali karkoli, kar je v bistvu pomagalo, da ste to dali ven na svet, da ste to povedali vaši osebi, da ste to nekako naredili nek tak korak, da ste se približali tej vaši neki želji. Zdaj v trenutni situaciji je tukaj neka statičnost. Nekako ste osredotočeni ste vase in v bistvu v sebi iščete trenutno neko ravnovesje, neko harmonijo. Karta zmernost nakazuje v bistvu na zdravljenje in to pomeni zdravljenje naših čustvenih ran, zdravljenje naših strahov, ki nas omejujejo. Se pravi, tukaj ste nekako osredotočeni vase, v sebi tisto, kar ste nekako prepoznali v sebi kot neko dobro lastnost ali pa pač ta talent ali karkoli, ste v bistvu zdaj nekako to hranite pri sebi in nekako to poskušate nadgraditi, da bi v bistvu dosegli nekaj več. Zdaj v prihodnosti tukaj videti, da na nek način, kot da je v bistvu zdaj v bližnji prihodnosti ni videti, da bi ta vaš talent ali pač to, kar ste nekako dali ven iz sebe, da bi to recimo že začelo nekako dobivati neko končno podobo. Jaz bi rekla, da ste še nekako v procesu tega zdravljenja, v procesu odkrivanja, v procesu iskanja res tiste končne postaje, končne resnice, končnega cilja, nekako tako. Ampak recimo vedite, da v bližnji prihodnosti boste še nekako razmišljali, nekako se boste še počutili, kot da nimate res vsega, kar potrebujete, ampak se pa tukaj potem pokaže neka skrivnost. Neka skrivnost pride na dan, kar vam bo v bistvu nekako razjasnila sliko in jaz mislim, da boste glih v tej skrivnosti dobili to svojo moč in prepoznali, da v bistvu imate že vse, kar potrebujete, da greste lahko naprej proti temu vašemu cilju. Tole si bom jaz takole obrnila. Dajmo zdaj pogledati malo bolj podrobno. Tukaj imamo karto moč, desetico palic in sedmico novcev. Torej, ja, definitivno gre za neko stvar, ki ste jo v preteklosti zelo brzdali. Torej, imeli ste nekaj v sebi,
kar recimo, če so se pojavile neke take okoliščine okrog vas, ste to nekako brzdali, nekako ste potrpeli na nek način, ste se podredili. Ampak vedite, da pač v nekem trenutku vam je to vse začelo preveč najedati, nekako vam je to, ko ste zadrževali to v sebi, vam je postalo neko breme in vas je nekako oviralo pri korakih naprej. In potem, ko ste našli to neko stvar v sebi, ko ste to nekako dali ven na površje, ko ste to povedali, ko ste to izrazili, ko ste to predstavili, takrat ste v bistvu spoznali, da je to nekaj, kar se lahko v prihodnosti razvije v nekaj večjega. In tukaj se vidi, da ste v bistvu vlagali veliko energije v to, dosti potrpljenja ste vložili in tudi videti je, da je bilo dosti nekih dvomov glede tega, ali bo to res nekaj več ali ne. Zdaj, kot karto akcije in kot karta izid, kaj imamo pa tukaj spodaj? Aha, karto mag obrnjeno. Torej, vidite, da ste našli to neko združitev, da ste našli to neko stvar, ki vam je na nek način pomagala, da ste se prerodili, da ste dali nekaj ven iz sebe, ampak hkrati je to potem dvignilo na površje dosti nekih novih strahov. Zdaj, kako bi to zdaj jaz opisala, da bi vam bilo mogoče malo bolj jasno? Na nek način bi rekla, recimo, če ste recimo, da ste v nekem ljubezenskem odnosu in vas partner na nek način, pač ima neko stvar, ki vam gre ful na živce, recimo, ali pa je ne prenašate, ampak ste dolgo časa to trpeli, dolgo časa ste nekako bili strpni do tega, ampak pol je prišlo do neke točke, ko enostavno niste več tega zdržali in ste mogli to nekako povedati. In s tem, ko ste vi to povedali, ste v bistvu ugotovili, da imate v sebi nekaj, kar vam lahko pomaga doseči neke določene cilje. Zdaj lahko se navezuje na odnos, lahko se navezuje na kaj drugega. Ampak s tem, ko ste vi to prepoznali, ste ugotovili, da imate tukaj dosti nekih strahov. Recimo, da ne vem, zdaj ne najdem nobenega takega primera, da bi vam to malo bolj podrobno razložila, ampak na nek način ste bolj ugotovili, da če greste v to smer, da se lahko zgodi dosti slabih stvari, dosti negativnih scenarijev. In zavedate se te vaše moči, ampak ker je tukaj mag še narobe obrnjen, v bistvu imate še vedno preveč strahov, ki vas tukaj omejujejo. Dajmo pogledati zdaj trenutno situacijo. Torej, zaenkrat vidite, da to še nekako premišljujete o tem, nekako še vedno razmišljate, kaj zdaj s tem, kar ste ugotovili o sebi ali pa nekaj, kar ste odkrili, kaj s tem pravzaprav narediti, kako se znebiti teh strahov, kako premagate dvome. Da vidimo, kaj točno se tukaj dogaja. Imamo 5 palic, 9 mečev in 5 kelihov. Zelo možno je, da to, kar ste nekako dali na površje, da je v vas vzbudilo neke konflikte. Ali pa konflikte s to vašo osebo ali situacijo. In te konflikti so v vas sprožili te v bistvu dvome in strahove. Na nek način mogoče celo obžalujete, da ste karkoli v preteklosti naredili. Ta karta govori o obžalovanju, o razočaranju iz preteklosti. Ampak tukaj je v bistvu pomembno predvsem to, da te čustvene rane ozdravite, da se ne obremenjujete zaradi teh nekih napak ali pa nekih slabih odločitev, ker jaz mislim, da v bistvu, jaz bi rekla, da ste tukaj izbrali dobre odločitve, ki niso sicer ustvarjale takih rezultatov, kot ste si jih vi želeli, ampak jaz mislim, da prihajate počasi do nečesa boljšega in v bistvu je potrebno samo malček potrpljenja. Da vidimo še nasvet in izid. Ja, evo, kot nasvet imamo karto norec in tukaj vam karte svetujejo v bistvu, da se ne obremenjujete več zaradi teh nekih preteklih odločitev ali pa teh nekih preteklih dogodkov, ki so vas nekako razočarali, ampak se osredotočite na nekaj pozitivnega, na nekaj, kar je še ostalo. Tukaj imamo v bistvu 4 novcev in ta karta govori o tem, da se osredotočiš na vse tisto, kar ti ostane. Okoli tebe mogoče marsikatere stvari, ki ste jih imeli ali pa ki ste jih čutili,
oziroma recimo ta odnos, recimo, ko ga, ne vem, če je to nek odnos, lahko da ste zaradi tega, ko ste vi pokazali to, ko ste povedali to svojo resnico, da se ta odnos na nek način oslabil ali kaj takega, ampak ni konec, ni tukaj nobenega zaključka videti. Tukaj je videti bolj neke take energije, ki so trenutno zdaj mogoče malček bolj kaotične. Ampak takoj, ko se vi v bistvu osredotočite na to pozitivno, na tisto, kar vam je še ostalo, in ko bolj svobodno pristopite do te težave, oziroma da se ne obremenjujete več zaradi nekih preteklih odločitev, takrat se vam v življenju pojavi neka nova priložnost. Nekaj lepega se bo pojavilo na vašem obzorju. Dajmo pogledati zdaj še prihodnji teden, kaj lahko pričakujete. Lahko je prihodnji teden, lahko pa je tudi kasneje, to je za vsakega ona nekako drugače, ampak nekje v bližnji prihodnosti. Jaz bi rekla, da boste tukaj nekaj pogrešali še vedno, ampak potem boste izvedli neko resnico, ki vam bo v bistvu pomagala, da to razočaranje premagate. Ja, tukaj imamo karto sodba, dvojko mečev obrnjeno in osmico novcev. Zdaj, sodbo smo imeli že tukaj, v preteklosti, kot osrednjo karto. In jaz bi rekla, da v bistvu to, ko boste se vi nekako nehali osredotočati na te negativne stvari, v tem trenutku se bo zgodil ta dogodek. Nekaj bo prišlo v vaše življenje, kar vam bo dalo v bistvu to svobodo, da se rešite teh nekih negativnih čustev. To vam bo v bistvu dalo neko resnico, neko skrivnost bo razkrilo. Ta skrivnost ne pomeni, da to zdaj neka prikrita laž ali pa kaj takega, ampak gre za neko stvar, ki v bistvu do zdaj ti ni padla na pamet, ali pa do zdaj nisi imel tega znanja, nisi imel te perspektive ali karkoli, in potem se ti razkrije nekaj, kar ti v bistvu odpre obzorje, kar ti v bistvu ponudi, kar ti nekako pokaže, da imaš vse, kar potrebuješ, da dosežeš te svoje sanje ali cilje. Zdaj, tukaj vidite, da boste se nekateri oni še malček kolebali, ne boste se še takoj podali na to novo pot, ampak videti je, da boste imeli ogromno energije, da delate predvsem na sebi. Jaz bi rekla, da tukaj gre predvsem za delo na sebi, lahko na svojih hobijih, na svojem kariernem področju. Dajmo še pogledati na svet in izid. Zdaj, tisti, ki iščete tukaj neko ljubezen, oziroma tako bi rekla. Zdaj, če gre to za nek odnos ali pa pač ta situacija, to je lahko tudi nekaj drugega, nekaj, kar nima veze s tem, kar smo se do zdaj pogovarjali. Ampak videti je, da tukaj bo prišla neka ponudba do vas. Nekaj lepega, kar vas bo na nek način razveselilo, ampak hkrati tukaj še ni videti nekega velikega napredka. Jaz mislim, da nek večji napredek se lahko zgodi enkrat v prihodnosti, kar se tega odnosa tiče ali pa te vaše situacije. Ampak definitivno bodo tukaj igrali pomembno vlogo te hitri dogodki, ki smo imeli tukaj. In glede na to, da imamo tukaj cesarja in tukaj imamo pa štirko palic obrnjeno narobe, je videti, da boste v bistvu nekako iskali to neko stabilnost v vsem tem dogajanju. Stabilnost, trdnost ali pač karkoli. Zdaj, tukaj, kaj bi še posebnega tukaj poudarila? Jaz bi rekla, da v bistvu se enostavno, kar vam karte tukaj želijo povedati, je, da se ne osredotočate več na negativne stvari, ampak da gledate bolj na stvari iz pozitivnega vidika, ker takoj, ko boste to naredili, se vam odpre ta neka skrivnost in ta skrivnost vam bo pomagala v bistvu nekako najti rešitev za to vašo situacijo. Vidite, da se boste zelo poglobili v njo, potem pa pride neka lepa priložnost. Zdaj, ta priložnost, dajmo pogledati samo ta štirka palic, ker zdaj ni mi jasno, zakaj je obrnjena narobe, kaj tukaj sporoča. Ok, bomo vzeli te karte. Devetica novcev in trojka palic.
Jaz bi rekla, da tukaj pride do v bistvu neke spremembe v tem odnosu. Ne bo še to takoj vidno, ampak recimo zelo možno, da ta skrivnost, da vam bo nekako to vašo situacijo pokazala v drugačni luči in tukaj se lahko nekateri ovni mogoče recimo ustrašite, da to ni nekaj, kar si vi želite, ampak jaz mislim, da na dolgi rok se tukaj bo prišla sprememba v odnosu v smislu taka, če se osredotočimo na to zgodbo od prej, ko ste rekla, da ste nekaj trpeli, ne, in pol ste to izrazili, tukaj so se potem nastali neki konflikti, ampak v prihodnosti videti, da se bo ta odnos spremenil v smislu, da bo ta druga oseba potem na neki način spremenila svoje obnašanje in ja, na neki način se bo harmonija v odnosu spremenila, ampak to bo začasno, ker tukaj se bo potem spet nekako odnos začel graditi, ampak tokrat na drugačen način. Na tak način, da boste vi zadovoljni in da bo tudi ta druga stran zadovoljna, da ne bo več teh nekih bremen, teh nekih trpljenj in tega nekega prilagajanja, podrejanja in podobno. Ovni, to je to za ta teden. Hvala, ker ste bili z mano do konca in želim vam lep in prijeten prihodnji teden.